pozdravljeni, danes je med nami družina Bizant. Bomo poslušali najprej zgodbo o tem, kako je Jezus razlagal, kakšno je Božje kraljestvo. In to, kar te zgodbi primerja z pripravljanjem kruha. Pa najprej prosimo Svetega Duha, da bo med nami. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj, meni Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj, meni Sveti Duh. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vse radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu našem Gospodu. Amen. Še prosimo Jezusa, da očisti naše duše, naj vam vzame vse, kar ni dobro, da bo prostor za Božjo besedo. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalim tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi svojo milostjo. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen. No, pa mamica najprej prebrala zgodbo, potem pa še oči Svetega pisma. Pripravljanje kruha. Jezus je v pogovoru z učenimi verskimi voditelji, ki so mislili, da vedo vse o Bogu, uporabljal podobne izraze in dokaze kot oni. Pri poučevanju preprostih ljudi je Božje kraljestvo razlagal v prilikah. Prilike so zgodbe, ki omogočajo tistemu, ki se vanje poglobi, da odkrije podobnost med smislom zgodbe in določeno resnico o Božjem kraljestvu. Vsaka prilika je kot slika, ki nam pomaga doumeti nekaj več o Božjem kraljestvu. Povedal vam bom, čemu je podobno Božje kraljestvo, je rekel Jezus nekega dne. Podobno je gospodinji, ki mesi kruh. Vsi so pokimali v znamenje, da vedo, o čem govori. Matere, ki so ga poslušale, so pekle kruh vsak dan. Možje in otroci so opazovali ženske pri tem opravilu. Saj veste, kako gospodinja pripravi kruh, je nadaljeval Jezus. Vzame košček kvasa in ga zamesi v veliko posodo moke. Kmalu se zgodi nekaj presenetljivega. Celotna zmes se prične peniti, vzhajati in naraščati, dokler je ni opazno več kot prej. Podobno je z Božjim kraljestvom. Bog deluje v globini. Morda sami sploh ne boste opazili, kaj se dogaja, vendar se bo vaše življenje popolnoma spremenilo. Božje kraljestvo pa bo zaradi Božjega delovanja vedno bolj raslo. Ste kaj slišali? Ja, o čem je govorila zgodba, Juri? Kaj je delala ta gospodinja? Kruh je pekla, ne? Kruh je pekla. Dobro, zdaj bomo pa še prebrali, kaj piše. Mislite s mamice, da bo oče še iz Evangelija prebral, je prav? Tako. Iz Evangelija po Mateju, prilika o kvasu. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je žena vzela in ga vmesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Božja beseda. Bogu hvala. A si kdo kakšno besedo zapomnil, kaj oči zdaj prebral? Da samo eno besedo ponoviš. Ti si nisem zapomnila, ti si se kaj zapomnil? Bogu hvala, ja. A ti si se kaj zapomnila? Bogu hvala. A potem še enkrat preberemo, ali ne? Ne, še enkrat preberemo, samo kar pogovorili, prav?
Torej, Jezus je hodil okrog in je razlagal, kakšno je Božje kraljestvo. Kaj je to Božje kraljestvo? Kaj bi ta beseda pomenila? Nebesa. Nebesa, tako, nebesa so Božje kraljestvo. Ampak Jezus je rekel, da Božje kraljestvo mora biti že tukaj. Hoče, da so nebesa že v naših srčkih, tukaj, da so nebesa. In potem, ker so nebesa nekaj tako čudovitega, ni mogel drugače razložiti, kot da je povedal zgodbice. Je tako, kakor, je tako, kakor, je tako, kakor. A se mogoče kdo spomni, ko smo že kaj brali, čemu je še primerjal Božje kraljestvo? Tukaj reče, da je kokar. Bomo to pa pogledali kot kruh, ko se peče, pa kvas. Bote maj poči še kaj pomagala. Primerjal je še z biseri. Biseri na njivi, ja. Še kaj? Pa kako plevel na njivi raste, zraven pšenice. Pa še kaj? Kot drevo so gor ptički, a ne, pa gnezdijo. Vse to je lepo. Se pravi, nebeško kraljestvo je nekaj lepega in nekaj grdega. Nekaj zelo lepega, ki se ga vsi želimo, nekaj takega, kar si vsi želimo, ne? In zakaj, prosim? Ptič. Tudi ptički so lepi, tako ja. Tudi ptički, ko na drevesu počivajo, se dobro počutijo, tako kot je nam lepo, če so nebesa. In nebesa so tam, kjer se imamo radi. Se imate vi v družini radi? Ti. Koga imaš ti najbolj rada v družine? Mami. Mamico. Koga pa ti? Mami nočija. Mami nočija. Koga pa ti? Neka. Ti imaš pa metana dojenčka, tako ja, odlično. Ampak to je glavno, Božje kraljestvo je tam, ker smo radi med seboj in tako se pa tudi lahko odpustimo, če kaj narobe, pa če se skregamo, smo potem spet prijatelji, pa če ciljamo, smo potem tudi spet malo tiho. Je tako Božje kraljestvo. Dobro. Zdaj pa pogledaj, zakaj Jezus razlagal kot kruh. Poglej, testo, a ste mamico že kdaj gledali, kako je delala testo? Kaj rabi mamica za kruh? Ne pa. Moko, eto moka. Reči smo moke. Kaj še potrebuje? Kvas. Pa pogledaj, če je klele kvas. Kje se je več? Je več kvasa, je več moke. Moka. Moke je več kvasa, pa čist mečkan, a ne? Kaj potem še potrebuje, da ima okus? Sol. Sol, tukaj je sol, ne? Brez soli je kruh čist brez okusa. A je soli več, a moke? Moke. Kvasa in soli je čisto mečkana, ne? In kaj še, da bo testo skupaj stalo? Voda, ne? Pa še malo olja mora biti, pa smo zdaj tam le vrč pozabili, zato da je bolj voljno, tako da je bolj mehko testo, drugače ne bo mehko, ne bo trdo. Ja, poglej, ta testo je že narejeno, že raste. Bomo videli, če bo do konca, kad teh jezek nehamo, že več kaj bolj zraslo. Zakaj testo potem zraste? Vzhaja, tako, zakaj pa vzhaja? Zato da raste, tako je, ampak kaj je noter, da vzhaja? Kvas je noter, a ne, odlično, vidiš, ti boš dober pek, že vse to veš. Zdaj pazi, moka pomeni naše telo, imamo vsi svoje telo. Pokaž, kje imaš trebuščka? Tukaj. Kje imamo nos? Tukaj. Kje imamo glavo? Kje imamo roke? In kje imamo noge? Tako, vse, to je naše telo, je moka. Brez moke ni kruha, ne, ni kruha. Se pravi, ne bo nebeškega kraljestva, če nimamo svoje telo. Najprej nam je Bog dal telo. Tudi telo naše je od Boga in zato za njega lepo skrbimo. Potem je pa treba dati vodo. Voda pomeni vedno življenje, da delamo, ko smo v vrtcu, se kaj? Se igramo, zvečer gremo v posteljo, kaj delamo? Spimo, ko smo pri mizi, kaj delamo? Jemo, ko smo v šoli, se učimo in ko pridem domov, napišem nalogo. To je naše delo. In ko gremo na vrt, pomagamo mamici plevel ven naruvati, pa jagode naberemo. Je tako. To je naše delo. Kvas je pa tisto, kar nam Bog da vzhaja. In ko molimo, se približamo Jezusu, pa rečemo, Jezus, lej, da bo moje življenje lepo, da bo kot dober kruh. In zato molimo, kdaj doma molite? Bravo, lepo molite. Kdo moli naprej pri vas? Oči, je ta glavna, ne? Oči duhovnih v hiši, lepo. In če ni kvasa, če ni molitve, pa kaj še mora biti, da bo kvas, da bo vzhajal testo? Čemu še rečemo molitev, kaj še? So, ja. Ampak molitev, pa kaj še? Kdaj se še Jezusu približamo? Ko molimo, pa kdaj še? Ko lepo. Pojemo tudi, ne? Če te pesnice pojemo, pa kam gremo v nedeljo? K maši, a ne? To je vse kot kvas. Tisto olje, ki naredi voljno, je pa Sveti Duh, ki naredi naše življenje lepo. In kaj pa so?
Kdo bo jedel sol? Boš poskusil sol? Ne boš. A bi žlico, tako eno žlico soli? Ne, ampak malo je pa treba, da je okusa, ne? Kaj pa je to? To je pa tisto, kar je grenko v našem življenju. Mora biti lačen, da je potem dobra hrana. Moram biti včasih malo cmrgal pa trmast, da se potem lahko poboljšam, a ne? To je vse potrebno. Dobro. In potem bo to lepo testo vzhajalo. Odlično. Kaj pa zdaj pa tisti, ko ne molijo? Mi smo rekli, da bomo kvas, da bo nebeško kraljestvo v nas raslo, ker molimo, pa gremo k maši. Kaj pa vaši sošolci? Pa učiteljice pa taki, ki ne znajo moliti. Je pa kaj naša naloga? Tak. Da tudi mi za njih molimo. Tudi mi za njih molimo, pa v njihovem imenu zmolimo. A kdaj molite za sošolce? Jo, ne moli za sošolce. Pa kdaj moli za učiteljico, pa za vzgojiteljico v vrtcu? Jo, pa je treba, če ona ne zna. V vrtcu jo vprašaj, a ti znaš moliti? Rečemo pa skupaj, aj prav? In tako se nebeško kraljestvo širi, že tukaj na zemlji, in potem enkrat, ko bomo prišli vsi skupaj ven, zmenjeno? Zmenjeno, dobro. Zdaj pa prosili Jezusa pa Marijo, kar ga želimo prositi, o tem, kar smo se pogovarjali. Gospod, jaz te prosim, da bi se imeli med seboj vedno bolj radi, da bi med nami raslo nebeško kraljestvo in da bi radi molili. Prosimo, da usliši nas. Jezus, jaz te prosim, da bi vključevali v svoje molitve vse ljudi, ki to potrebujejo. Prosimo, da usliši nas. Bog prosimo te, da bi s tvojo pomočjo dobro vzhajali. Prosimo, da usliši nas. Štik je prosila Jezusa. Ne boš. Jaz sem. No, daj. Ne vem. Ne veš. Dobro, pa skupaj molimo tudi tisto, ki je v naših srčkih, Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Pa še zapojmo pesmico v Božjem kraljestvu. Kar korajžna. Približala se je Božje kraljestvo, Božje kraljestvo je tu. Približala se je Božje kraljestvo, Božje kraljestvo je tu. Okonil je samo svetlo pasi, da bi nas znali, Božje kraljestvo je tu. Približalo se je Božje kraljestvo, Božje kraljestvo je tu. Približalo se je Božje kraljestvo, Božje kraljestvo je tu. Poslušen se je da poslušen Božje kraljestvo je tu. Približalo se je Božje kraljestvo, Božje kraljestvo je tu. Približalo se je Božje kraljestvo, Božje kraljestvo je tu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Gospod nas blagoslovi, nas vari vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Amen.